Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer je zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 12. avgust 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Kaj kažejo prve meritve radarja na Čufarjevi cesti? Otroke imejte vedno na očeh, izprijenci jih v Istri snemajo tudi s kamerami v urah, očalih. Zakaj kavcijskega sistema ne potrebujemo? Slovenija na vrhu Evrope po recikliranju. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Od včeraj radar na mariborskih cestah meri tudi uradno. Na prehitre voznike trenutno preži v ohišju na Čufarjevi cesti na Pobrežju, kjer je omejitev 40 km/h, a ga bo občina v prihodnje, kot je znano, premikala med 3 lokacijami. Ohišje je še v Gorki ulici, kjer je omejitev 30 km/h, in na Gosposvetski cesti, kjer je omejitev 50 km/h. Kdaj točno bodo radar med ohišji prestavljali, na občini ne razkrivajo. In kako pravzaprav sistem zaznava prekrške? Ker so vse 3 lokacije opremljene s spletno povezavo, radar, ko zazna prekršek, podatek o tem samodejno pošlje mestnemu redarstvu. Tam se nato podatke sprva obdela avtomatsko, nato pa redarji vsako kršitev še fizično preverijo, torej registrsko številko vozila, smer vožnje, pravilnost meritve. Možnosti napak so torej zmanjšane na minimum. Redarstvo je sicer sprva za obdelavo podatkov dodatno izobrazilo 2 redarja, a po testnem obdobju, v katerem je bilo zaznano izjemno veliko število kršitev, zdaj razmišljajo, da bi izobrazili še dodatne kadre. Po zakonu namreč od zaznave prekrška pa do izdaje plačilnega naloga ne sme miniti več kot 30 dni. Po neuradnih informacijah je sicer aktivno obveščanje občine o kršitvah pred uradnim začetkom merjenja hitrosti doseglo svoj cilj. Radar na Čufarjevi cesti naj bi bil namreč v prvih dneh avgusta, torej potem, ko je občina sporočila prve podatke, zaznal bistveno manj kršitev, nižje naj bi bile tudi prekoračitve. Tako v današnjem Večeru piše Igor Selan. Vabimo vas k branju celotnega članka. No, na temu radarja smo opravili tudi anketo. Ob ponovitvi uvedbe radarja v Mariboru smo v središču mesta mimoidoče vprašali, kaj si mislijo o postavitvi radarja, ali jih je radar že kdaj kaznoval in ali menijo, da se lahko ponovijo tudi protesti iz leta 2012. Spraševala je Zala Bedenik, snemal Alen Rojht. Pa se je že kdaj vstavil radar na splošno? Ja, ko sva se z možem vozila, ja. Koliko se spominjam, ne. Enkrat v dolga leta nazaj smo enkrat na cesti ustavili, ampak po približni oceni, da smo prehitro vozili. Enkrat samo, to zdaj. Kje pa? Nekje tam pri Mladi Lipi. Ne, ni, na srečo. Kaj meniš o teh 3 novih radarjih v Mariboru? Pač glede na odzive, pa glede na to se mi zdijo odzivi malo nepotrebni, ker so očitno nujni radarji, glede na vožnjo ljudi, pa glede na to kazni, ko jih prejemajo. Sigurno pozitivno. Imel bi še na marsikaterem drugem mestu tudi kakšne radarje. Mislim, da če človek vozi po omejitvah, da se nima česa bati, tako da nimam nekega posebnega mnenja. Naj bojo. Mogoče bojo ljudje vozili bolj normalno. Mislim, da so potrebne. Imam specifiko dela, ker sem soočen z obesnimi vozniki, sicer ne vsi, ampak vedno več se mi zdi, da jih je. Mislite, da se lahko tista vstaja z leta 2012, ko je bilo tudi zaradi radarjev ponovi? Mislim, da ne, ker takrat je tisto prišlo naenkrat brez opozoril, tukaj v tem primeru pa so ljudi dostikrat opozarjali, pripravljali na to. Kaj jaz vem, takrat so naredili volki, halo. Zdaj pa ne vem. Pojma, ja, mislim, da ne. Ste že šli mimo katerega od teh 3 radarjev? Ne še. Srečal sem ga, en od teh radarjev je blizu mojega doma, blizu avtobusne postaje, kamor skoraj vsak dan hodim. Ja, vseh 3, ja. Ja, 100 metrov stran od doma, en postavljen tu na Gosposvetski, ja. Zakaj pa se ti zdi, da je v Mariboru, da so radarji v bistvu taka tabu tema? Zakaj so takšna pereča tema? Ja, ker nekako omejijo človeka, ne? Ker drugače bi mogel samo policist zadaj voziti ali pa nekaj. Ne bi rekel, da je tabu.
nekaj življenjsko, kar je potrebno, kar spada v vsakodnevno življenje. Kaj pa vem, zakaj se ljudje toliko razburjajo zaradi tega, če je pa to potrebno. Meni se zdi potrebno, zato ker vidim na cesti, ko se vozimo, da ne vozijo normalno. Ti se mi, da je narod vedno bolj voden, ne, pod navednicami, tako da vedno bolj požiramo stvari, ki nam niso prav, pogovarjamo se po gostilnah v družbi, da bi pa kaj naredili, pa zgodovina kaže, da ne, no, od tistih radarov naprej. No. Anketo si lahko na naših kanalih ogledate tudi v video obliki. Iz hrvaške Istre letošnje poletje vsak teden poročajo o tujcih, ki s skritimi kamerami na kopališčih ali pri bazenih snemajo gole otroke. Zgodi se celo, da v enem dnevu poročajo celo o 2 takšnih primerih. Osumljeni so otroke snemali z mobilnimi telefoni, podvodno kamero, uro z vgrajeno kamero, v 3 primerih pa so imeli mikrokamere vgrajene v okvirje sončnih očal. V enem primeru je Italijan uporabljal tudi kemični svinčnik, v katerem je bila vgrajena kamera. Pri hišni preiskavi objekta, kjer je prenočeval, so odkrili še avtomatski ključ, v katerem je bila skrita kamera, pa tudi spominske kartice in mobilni telefon. Kot v večini drugih primerov so našli tudi obremenjujoče posnetke oziroma fotografije. Na policijski upravi Koper vsako leto prejmejo kakšno prijavo zaradi snemanja otrok na plažah. Citiram: "Letos takšnega kaznivega dejanja še nismo obravnavali. Apeliramo predvsem na starše, naj imajo otroke vedno na očeh in spremljajo njihovo gibanje. Če opazite osebo, ki izbuja sume, se morate nemudoma odzvati. Torej je treba obvestiti reševalce iz vode in poklicati 113", pravijo na policiji. Čeprav si mnogi želijo kavcijski sistem za embalažo, Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije opozarja, da Slovenija že zdaj dosega visoke cilje ločenega zbiranja. Na ministrstvu še tuhtajo, ali bi sistem prinesel napredek. Da avstrijski sistem vračanja plastenk in pločevink deluje brez zapletov, kaže že podatek o 400 milijonih vrnjenih fosov v prvih 6 mesecih delovanja. V Sloveniji pa kljub napovedim še vedno ni določenega datuma za uvedbo kavcijskega sistema. O tem smo pred dnevi pisali v Večeru, kjer smo preverili tudi, kako sistem po pol leta ocenjujejo avstrijski potrošniki in izpostavili, da si podoben sistem želi vse več slovenskih potrošnikov, potrošnic in okoljskih aktivistov. Drugo plat zgodbe, zakaj Slovenija kavcijskega sistema ne potrebuje, pa je predstavil Sebastian Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije. Po njegovih besedah Slovenija skoraj 90% stopnjo ločenega zbiranja plastenk pijač že zdaj dokazuje, da je mogoče doseči okoljske cilje brez dodatnih sistemskih sprememb. Obstoječi sistem po njegovem mnenju deluje učinkovito, hkrati pa potrošnikov in podjetij ne obremenjuje z dodatnimi stroški. Celoten članek je objavljen v Večeru. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 12. avgusta 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.